kot je bilo že evidentno po odstopu predsednika uprave magistra Andreja Plosa, je nadzorni svet pričel z postopkom izbire novega predsednika uprave, in sicer na podlagi osebnih vabil. Na podlagi teh osebnih vabil se je odzvalo nekaj kandidatov. Te kandidate je Komisija za prejemke imenovanja obravnavala in posredovala nadzornemu svetu kandidature, na kar se je nadzorni svet odločil, da povabi kandidate k razgovorom, in na tem razgovoru je nadzorni svet po tehtni in izčrpni razpravi z kandidati se soglasno odločil, da za predsednika uprave nove KBM izbere gospoda Aleša Hauca. Seveda nastop predsednika uprave je povezan s pridobitvijo licence strani Banke Slovenije, tako da seveda formalni nastop polnega mandata bo seveda pričel teči z pridobitvijo licence strani Banke Slovenije. Nova kreditna banka Maribor je varna banka, je stabilna banka, je plačilno sposobna, je banka z ugledom v tem prostoru, tako banka kot njena skupina. Banka je institucija, ki ima svoje cilje, ki ima svoj mednarodni rejting, in prepričan sem, da v prihodnosti ga bo samo še izboljševala. Da bomo pa seveda lahko izboljšali rejting banke, pa tudi njeno poslovanje, bo potrebno seveda opraviti kar nekaj aktivnosti znotraj banke, tudi znotraj skupine. V tem imam seveda v mislih najprej redefinicijo dejavnosti banke v smislu upravljanja njenih dejavnosti po zakonu o bančništvu in pa seveda redefinicijo skupine Nove kreditne banke Maribor kot takšne. To seveda pomeni, da bomo najprej pregledali, katere dejavnosti banka upravlja in predvsem, katere dejavnosti poslujejo donosno, katere pa ne. In tendenca bo v tem, da se morebitno ugotovljene nedonosne aktivnosti izločijo in da banka upravlja tiste dejavnosti, ki so donosne. To velja tako za banko, kot za skupino Nove kreditne banke Maribor, kjer ima banka prevladujoči delež. S tem seveda mislim v prvi meri na organizacijsko konsolidacijo, na stanjšanje organizacijske strukture banke, ki bi naj bila bolj učinkovita, bolj uspešna, poslovala z nižjimi stroški, morda celo seveda tudi z nižjim številom zaposlenih, tudi to je treba povedati, tudi ta opcija obstaja.